Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa se ukvarja s preventivnim zdravstvenim varstvom delavcev, voznikov in športnikov na sekundarni in terciarni ravni. Ustanovljen je bil leta 1971 kot enota Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Inštitut zaposluje okoli 30 delavcev različnih strok, med katerimi je več doktorjev znanosti in univerzitetnih učiteljev. Dejavnost je razdeljena v 3 centre. Center za medicino dela in prometa, Center za medicino športa in Center za promocijo zdravja. Glavne naloge Centra za medicino dela in prometa so odkrivanje in verifikacija poklicnih bolezni, ocenjevanje dela zmožnosti, epidemiologija delovnega okolja ter humanizacija dela. V Centru za medicino dela in prometa izvajajo tako preventivne kot tudi kontrolne preglede voznikov ter preglede za posest in nošenje orožja, deluje pa še ambulanta za letalsko medicino. Poleg dela na terciarni ravni ves čas skrbimo tudi za preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih v matični organizaciji UKC Ljubljana. Center za medicino športa se ukvarja s spremljanjem zdravstvenega stanja vrhunskih športnikov ter razvojem doktrinarnih izhodišč medicine športa. V centru izvajamo tudi rehabilitacijo športnikov po poškodbah. Od leta 2022 pri nas deluje tudi Olimpijski referenčni športno-medicinski center. Zaposleni v Centru za promocijo zdravja pripravljajo smernice za celovite programe zdravja pri delu, katerih cilji so zmanjševanje bolniškega staleža, delovne invalidnosti, poškodb pri delu in poklicnih bolezni. Izvajamo izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja Čili za delo in razvijamo nove programe za boljše zdravje delavcev. Od vsega začetka je v ospredju znanstveno-raziskovalno in strokovno delo. Najprej raziskovanje delovnih razmer v rudarstvu, tovornem, avtobusnem in železniškem prometu ter bolniškega staleža, pozneje pa delovnih okolij z ionizirajočim sevanjem in v azbestni industriji pa psihosocialnih tveganj in zdravstvenih posledic prestrukturiranja podjetij. Današnji razvoj inštituta temelji na preteklih izkušnjah in znanju ter viziji njegovih predstojnikov. Prvi predstojnik, profesor dr. Samo Modic, je pomembno sooblikoval tako strokovno doktrino medicine dela, prometa in športa v Sloveniji, kot tudi profil inštituta. Po njegovi upokojitvi leta 1992 je krmilo za kratek čas prevzel njegov tesni sodelavec, magister Jože Šamu. Sledila pa mu je dotedanja vodja dispanzerja za medicino športa, primarika Tatjana Šilc. V času velikih sprememb preoblikovanja medicine dela v tržno dejavnost je inštitut vodila Majda Mandelc-Grom. Zadnji 2 desetletji je predstojnica profesorica doktorica Metoda Dodič-Fikfak. Delovanje inštituta smo v zadnjem obdobju usmerjali v najbolj pereče obremenitve in škodljivosti v delovnem okolju, od nevarnih kemijskih snovi do novih psihosocialnih tveganj. Inštitut organizira številna izobraževanja in strokovna srečanja za zdravnike in druge strokovnjake s področja zdravja delavcev, voznikov in športnikov. Založniška dejavnost obsega znanstvene in strokovne publikacije, izobraževalna gradiva ter časopis Glasnik Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Inštitut ima tudi interno strokovno knjižnico. Od ustanovitve je inštitut deloval na več lokacijah. Leta 2020 pa se je preselil v novo zgradbo na Grablovičevi ulici v Ljubljani. Moderna in ljudem prijazna arhitektura ob bogati zapuščini preteklosti in predanosti zaposlenih obeta, da se bo inštitut tudi v prihodnje znal soočiti z izzivi.